To se mi je zdelo ful pomembno, kar si rekel. Ker recimo, da si postaviš cilj, ne, recimo, da poznaš samega sebe, veš, kaj hočeš in imaš cilj postavljen. Potem si postaviš nekako svojo idejo tega, kako bom do tega cilja prišel. Pa so pa vmes aktivnosti, ki delaš do tega cilja. In jaz mislim, da v tem procesu veliko ljudi pade, zato ker ima še vedno mindset usmerjen na ta cilj. Bom dal en primer, da ne bom toliko filozofski. Recimo, če hočeš postati najboljši plesalec na svetu, v dvoje, recimo, to je tvoj cilj. In zelo pomembno je, da veš, kaj je ta cilj, zato ker boš definiral, kje aktivnosti moš delati, da priješ do tega cilja. Ampak med tem, ko ti plešeš z to punco, ne moš ti imeti v glavi, jaz bom postal najboljši plesalec na svetu. Ti takrat samo plešeš. V bistvu lahko celo rečeva tako, ti postaneš ta ples. In meni se to dostikrat zgodi med samim delom, ali pa, ko sem se začenil zanimati za dizajn. Niti ni bilo razmišljanja, kaj bi jaz rad postal. Vedel sem, nekje v zadnji je bilo. Ampak takrat, ko sem jaz delal, jaz sem se zlil z računalnikom v ta občutek, ali pa, ko opredelijo to kot flow. In ta flow, ko izgubiš samega sebe za tiste 4 ure, pozabiš na mehur, ki te tišči, pozabiš na hrano, ni to vedno najbolj zdravo, ampak veš, iščeš to, kaj je to, o čemer govorijo ljudje. In mogoče tam se skriva veliko odgovorov na vprašanja, a me zanima ta pot. Ja, to je točno to. Tako padaš v flow. Ja, ravno to, da si da si pozoren in pa te stvari reflektiraš, ker to ti bo tebi bistveno več povedal. Ker je, se mi zdi, če se ti to ne zgodi, kot si sam rekel, če nimaš tega momenta, da nekaj res padeš, da vedno samo tako zelo cinično ali pa nekako z distanco gledaš na sebe, na svojo karierno pot, pač ne bo, je toliko nekih ovinkov pa tako naprej, da boš potem enostavno ne boš šel pač po čist pravilni, oziroma po najboljši možni poti, ker so neki ovinki ravno zato, ker veš, spet, razni skill stacki pa tako naprej, neke stvari se ti odpirajo, koliko pač so čisto produkt trenutne situacije, v kjer si vršen, ampak če imaš vedno samo, pač gledaš tja daleč prihodnost, pač zelo veliko tega zgubiš, ker flow je ravno to, da se konec koncev zapreš za zelo veliko stvari, ampak si pa po drugi strani si pa hiper odprt za tisto, kar se je v tem trenutku okoli tebe. In da pač da znaš med tem medirati med tem, plus nekim takim long term pogledom, to je fulp, ampak je pa tudi zelo težek skill. Oziroma, prvič moraš imeti sploh to srečo, mislim, da prvi korak je to, da imaš srečo, da kdaj padeš v ta flow. Že to se mi zdi, da veliko ljudi jim to dejansko manjka, spet tudi šolski sistem je kakšen ki ne pospravno zelo spodbuja teh flow, vsi distractioni. Mogoče tako, tiska ne ve, o čem govoriva. Flow je, ko si rečeš, zdaj grem, niti si ne rečeš ponovadi, grem na TikTok za 1 minutko, ali pa grem na WC pa na TikTok vmes in mine 20 minut. Ti si izgubil občutek sebe, ti si bil v flowu, ampak to, kar si ti delal, ta aktivnost, ki si delal, ti v bistvu malo škoduje, da ti doprinaša k svojim ciljem. In to se lahko zgodi med delom in med aktivnostmi, ki ti v bistvu ful pomagajo po tej poti, poti do polnega, zadovoljnega življenja, kreativnega življenja. Tako. Ker meni se zdi meni se tudi včasih zgodi na TikToku in vidim, da je podoben efekt. Jaz zginem in se zlijem s to napravo. In dobro se je zliti z delom, ki ustvarja dodano vrednost za naš society. In ko se to pomeča, nekaj, ko padem, nekaj, ko ustvarjam dodano vrednost, nekdo me je pripravljen za to valjda plačati, ker je dodana vrednost, jaz imam notranji občutek, da doprinašam k temu svetu. In potem se igraš s temi občutki, ki so v tem krogu noter. Ja, in pa tudi pri teh flow statih je to, da je treba upoštevati, da lahko predvsej traja, da noter padeš. In zelo velikrat neko sodobno delovno okolje tega ful nemogoče, ker imaš milijon nekih notifikationov, milijon nekih sestankov, ko ti vletava, zdaj recimo z remote delom je to do neke mere boljše, ampak še vedno je relativno malo, recimo ne vem, zdaj se vem, da pač tako, da mi uspe res padeti v nek flow state, rabim tam pol ure do 40 minut, vsaj pač nekaj prej, da res padem to, potem pa držim lahko ta flow state tam 2 uri, včasih malo več, ampak recimo tam nekak dobršen del in potem približno 2 uri pol traja. Ampak kaj to pomeni, da efektivno tam rabim vsaj 3 ure, če ne raj 4 ur blok časa, ker nimam motenj. Zdaj pa pač tako, če smo tisti, ki že pač imate neke službe, bodimo si iskreni, kolikrat imate to situacijo, da dejansko lahko 4 ure brez vsakešnih notificationov, pa če se koli drugega si vzameš. Odgovor je za prekleto malo. In to je tudi
resen problem, ker si pač enostavno tega ne omogočamo. In po drugi strani, to recimo je zanimivo, pač tudi si dal primer TikToka, pa še tudi nekaj ostale stvari, kot tudi igrajo na isti mehanizem, ampak zato, ker je kompleksnost taska precej nižja, je tudi precej lažje padeti v ta flow state. In potem imaš v neki meri izkrivljen tudi pogled, koliko pravzaprav truda traja, pa ni da je zavesen, tudi samo to, da pač se res dosto zadotočiš, da se ti ne vem, da razmišljaš tudi napol pač skozi roke, skozi konice prstov in tako naprej, da si pač res v problemu, ker so neki elementi, ki saj jaz vem, da jih pač rabim zato, da padem v ta flow state. Ampak so pa tudi drugi primeri, kjer to naredi precej hitreje, ampak pač se je treba zavedati, je odvisno od tega pač inherentnih lastnosti problema. Kako pa, a si se ti kdaj bedlil s svojo produktivnostjo? Pa kaj si naredil? Ja in ne. Tako da si imel obdobja, ko veš, da nisi bil produktiven, to te je moril in pa si bil v tem začaranem krogu. Mal sem obdobje, mislim pa tudi, če zdaj imam obdobje, ko nisem produktiven v neki specifični stvari, ampak sem pa toliko razmazan med veliko različnih stvari, da lahko pač, če prokrastiniram, to načeloma mi uspe preusmeriti tudi v nekaj drugega, kar je vsaj do neke mere pač produktivno. Aha, ti v bistvu prokrastiniraš z enim drugim delom. Ja. Ne prokrastiniraš pa, ne vem, na YouTubeu, kar nekaj gledaš. To skoraj nikoli ne. Aha. Zakaj misliš, da je tako, pa zakaj misliš, da ima toliko ljudi probleme s tem, pa ti ne? Mislim, a je to tako veliko zanimanje pa izpolnitev tekom tvojega dela, kaj drugi nimajo? Mislim, da tudi pomam samo, ki je moj prag zanimanja pa fascinacije na eni strani, pa dolgočasenje na drugi, pa je veliko teh stvari, ko se ti tako zelo, ko so priročni, nemotne, ne dosežejo tega praga in mi zato niso toliko mikavne. Ker tudi, recimo, jaz ful ne maram, rečemo, video kot raznih predavanj, pa to gledati online, ker je prepočas. Recimo, če jaz lahko berem precej hitreje, pa si pač gledam zapiske zraven, kot če ne vem. Tudi speakerji, ki govorijo zelo dobro, pa pač res lepo artikulirajo, pa lahko poslušaš tam, ne vem, na 1,75 ali pa na 2, ampak je še vedno, jaz lahko berem neprimerno hitreje, kot bom šel skozi video. In to je pa recimo nek tak, veš, pač takoj omeji na precej nekih teh medijev, pa enostavno pač me ne zagrabijo toliko. Sej, še se pač v to spravim namenoma, pa z veseljem berem, ne vem, poezijo, pa leposlovje, pa tako naprej, ampak tam pač greš v to ne bo nekaj, kar te bo samo tako pač malo odtegniti pozornost, ampak ravno zato je pa, imam to srečo, da je dost malo stvari, ki me lahko v neke te zadeve potegnejo. Mogoče še najbližje temu je Twitter, ampak tudi tam pač imam toliko, ne vem, kuriran svoj feed, da so večinoma zadeve, ki so vsaj do neke mere povezane s stvarmi, ki jih počnem. Ne samo pač ta IT, pa podjetništvo, ampak tudi, ne vem, filozofija, pa tako. Ko je tudi tam tisto, kar berem, pa tako naprej, mi velikrat pa tudi odpre nekaj razmišljanja nove smeri, pa je še tako, pa nekaj preberem, pa grem, ne vem, pač tam brskati po knjigah, ali si začeti delati nekaj zapiske, karkoli, pa je aktivnost, ki še vedno pač sej proizvajati, imaš iz neke short dopamin hite, recimo, pa seveda pa ne vem, se tam padeš neko debato na Twitterju, ampak je vsaj v nekih smerih, ki vsaj do neke mere, ne vem, trenirajo moj pa tako naprej, da ni tista pač popolnoma neka interpasivna drža do samo nekega kontenta. Pač tisti bi bil res tako samo consumer nekega kontenta, pa mislim, drugi kontent zelo v širokem smislu, je relativno mal. Plus malo je pač pomembno, da samo to, da se pač skozi to prakso, ko se pogovarjali o nekih introspekcij, tudi pač priješ do tega, da pač vidiš preslikave med tvojimi telesnimi stanji, pa razmišljanji, pa občuti, in pa jaz pač vem, da ne vem, rabim tu in tam delati neke stvari z rokami in si bom, ne vem, vzel pauzo, pa bom, ne vem, kuhal, recimo, se odkuham ali pa ne vem, bom šel na mountain bike ali surfati ali karkoli, sem pač že kaj so te stvari, ko so nekaj tako readily available, ali ne vem, šraufati avto ali nekaj takega, če pač vem, da rabim to, kar je ta utelešena komponenta razmišljanja je zelo pomembna, pa hkrati jo pač ponoma zapostavljam. Mogoče oziroma, tam nekaj si pač, ko imaš ergonomičen stol, tak brezveznost, ampak ni pa tista, da je samo to, da pač ti dejansko pač razmišljaš s rokami, ne vem, s konicami prstov, razmišljaš tudi s trebuhom konec koncev. Pač to so neke stvari, ki so pomembne, ampak se pač tudi, še jaz tudi vem, da premalo njih razmišljam. Vedno, kadar pač je tako, ko je to nekaj, kar se prebije na površje moje zavesti, je tako vedno, mi je jasno, da je bilo pa še 5 drugih situacij, ko se pa ni, pa bi se tudi mogel za nazaj, pač vedno vidiš, ampak to je, pa se trudim to zelo tako namenoma in se sistemsko pač biti tu bolj poslušati, ne vem, konec koncev svojo intuicijo bolj poslušati, ampak
je ena stvar, ki pač vse ostalo pač je sedanja družba tako zastavljena, da nas pelje ravno na kontrasmer, da si pač slediš tam nekim smernicam, pa pač ta povezava med telesom in tako naprej, si vedno gleda pač tako malo zviška, če že ali karkoli je bolj kot neka motna v sistemu in da pač ta konec koncev dualizem še zelo, zelo živ na neki pač taki zelo zakorenjeni ideološki ravni, sploh na Zahodu, ki se potem odslikava vseh tajih stvarih. Vem, da zdaj to, kar razlagam, mi je jasno, da sem precej poslušalcev pač zgubil s tem, da ja, pač tako, kaj ti ni jasno, model te neki konice prstov razlagaš, pač Meni tipkam. se ne zdi to. Vem, ampak vem pa tudi, pač tako ko se recimo te svoje teorije razlagam, komu pač velikrat vidim, tako da me ljudje samo tako pa me prazno gledajo, so tako, kaj te, ne vem, malo predolgo si bil v Kaliforniji ali karkoli, ampak je pač ja, čeprav vem, da končni fazi samo pač tam, ne vem, tipkam ali tak, ampak je ta taktilna komponenta je pomembna. Tudi to so stvari, ki pač je nek ta čist telesni ritem, je tudi komponenta flowa. Tudi kadar je pač popolnoma intelektualno tisto, kar zares delaš, ampak vedno bo imel to neko telesno komponento, ki tudi mora biti. Zato je pa tudi, se mi zdi, bistveno lažje padeti v flow stanja v fizičnih aktivnostih. Tam je, ne vem, kaj sem jaz na mountain bike, takoj padem lahko v nek tak flow state ali pa nekaj podobne stvari, zato ker je pač je drugačna poravnava med mislimi in med telesom, ki se drugače pač pri teh stvarih, ko jih recimo delamo profesionalno, velikrat izgubi. Vsaj pač za teme, o katerih se mi ne pogovarjava.